Z mano pa sta že Katja in Mateja, ki tukaj le sedita mačehe. Videla sta pa v 5. letniku že, ne? Če prav razumem. Ampak sem pa slišala, da sta obedve že zelo pridni in da tudi delata poleg tega. Ne? Kaj pa tisto, kar vaju pri tem delu veseli najbolj? Jaz pač stik z ljudmi ter z rožami, ki se ukvarjamo in delamo aranžmaje. Zdaj pa smo se priselili v del biotehničnega centra, kjer se mladi učijo, kako se dela zelenjavo in tukaj le Grega in Jan pravkar presajata rožmarin, če to prav razumem. Seveda. A je kakšen poseben postopek pri temu? Ne, najprej damo malo zemlje, potem pač damo rožmarin v lonček in pač nasejemo zemljo okoli rožmarina. Če zdaj govorimo o delu, ki vaju pri tem poklicu najbolj veseli, kater del bi to bil? Mene veseli predvsem korensko urejanje v to. Pač rastlinjaki še ne toliko, predvsem pa korensko urejanje. To pomeni to je kaj? sedaj moderno, pač urejanje v to okolje, po hiši, čist. To se pravi, recimo, te lahko pričakujemo, da bo tvoja zaposlitev nekje v arboretumu ali pa kaj podobnega? Mogoče, ja, mogoče. Premišljujem predvsem, da bi šel na svoje. Aha, na svoje? Kako si pa zamislil to na svoje? Pač lastno podjetje, pa pač zaposlitve. Pa da bi pač urejal vrtove za druge? Ja. Kako pa je s štipendijami? Vemo, državne štipendije obstajajo, kako pa je s temi kadrovskimi? Ne? Tukaj se tudi kaže, kakšna je potreba po kadrih. Ne? Kaj, če podjetja potrebujejo vrtnarje ali ne? Kako je s temi štipendijami? Ja, lahko povem, da sem v letošnjem letu že do sedaj podpisala 15 takih priporočil za naše dijake, ki so na novo sklenili kadrovsko štipendijo. To je zelo lep podatek, kajti bom rekla, zadnje pred 5 leti takih pogodb nismo podpisovali in trend gre v to smer, da se tudi podjetja želijo dodatno vključevati v sam proces kadrovanja že v srednješolskem področju. Tako da eno od teh je kadrovanje in štipendiranje s kadrovsko štipendijo, so pa tudi še drugi načini. Recimo sodelujemo ob skupni predstavitvi poklicev na dnevu poklicev. Tam je tudi zelo pomembno, da bodočim dijakom in staršem skupaj pokažemo. Mi na eni strani z izobraževalnega vidika, medtem ko delodajalci pa z področja dela, ki ga bodo potem kasneje opravljali in seveda tudi z možnostmi razvoja, ki ga imajo v tem podjetju in zagotovo smo potem lahko bolj prepričljivi, da se tudi odločajo za take zanimive poklice, kot jih imamo pri nas. Povedali ste, da ste že podpisali 15 pogodb, torej 15 kadrovskih štipendij za 15 dijakov. Verjetno pa je vaših dijakov, učencev veliko več. Kakšna je ta selekcija pri delodajalcu, da potem dijak dobi štipendijo kadrovsko? Ja, delodajalci se zagotovo odločajo, imajo zelo dobro izdelane kriterije. Najraje podelijo kadrovsko štipendijo vsaj v 2., sploh pa v 3. letniku, ko seveda se lahko dijak izkaže tako z učnim uspehom, kot tudi s lastnim prispevkom pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu. Naj povem, da v novih prenovljenih programih so dijaki v 3-letnem programu 24 tednov pri delodajalcu in to v strnjeni obliki in tam ga delodajalec zagotovo dodobra spozna. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 200 prostih delovnih mest za poklic vrtnar. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 62 brezposelnih vrtnarjev. In kaj naj še rečem, vsaka roža potrebuje dobrega vrtnarja.